V Istro sem se intenzivneje vrnil po 40. in zdaj obdelujem vrt in hodim po 4 istrskih zemljah, pogosteje, kakor pa da bi koga srečal na Čopovi ali Nazorjevi ulici ali pa na ljubljanski tržnici. S sabo imam knjigo, ti pa kar greš v bitko za pomlad, Pešibus po Istri, in sicer je to knjiga avtorja Jurija Hudolina, ki je priznan pesnik, prevajalec, pisatelj, še cel kup drugih stvari počne v življenju. Po pravici povedano, knjige še nisem prebral, sem pa nekje v prvi tretjini, in po pravici povedano lahko rečemo tudi, da je ta knjiga res zanimiva, predvsem zato, ker je njegov prvi potopis, in sicer je to potopis po Istri. Kraji, ki jih je prehodil, so pravzaprav njegovi kraji, v katerih je živel še, ko je bil otrok. Namreč šolal se je v Istri, konkretno v Pulju, za svojih 50 let, ko si je podaril to pešpot po Istri do Pulja od svojega kraja Grupija, kjer pač tudi živi, do Pulja in potem seveda tudi nazaj. Ta potopis nekako zastavi v tem smislu, da se sreča s samim seboj, da se sreča s prijatelji, da se sreča mogoče tudi z neznanci, z njimi kaj podebatira, predvsem pa se avtor pohvali s tem, da debatira tudi sam s sabo. Prihaja do zelo zanimivih spoznanj, vsaj v tej prvi tretjini, ki sem jo uspel prebrati, predvsem na temo tega, kakšna se mu zdi družba, kakšno se mu zdi prijateljstvo, kakšne se mu zdijo vrednote, kaj pravzaprav na tem svetu počnemo. Potem pa tudi spoznava vrednost svojih prijateljev, kjer se večkrat na tej svoji poti ustavi, namreč itinerarij je zastavil na ta način, da se včasih ustavi naključno, kjerkoli pač pride, potem pa včasih se pa ustavi pri svojih znancih, prijateljih, tam prespi, pri kakšnem gostilničarju, ki je tudi njegov prijatelj, in seveda tam veselo kramljata, kaj dobrega tudi poje in popije. Skratka, knjiga, ki je res vredna branja. V Istro sem se intenzivneje vrnil po 40. in zdaj obdelujem vrt in hodim po 4 istrskih zemljah, pogosteje, kakor pa da bi koga srečal na Čopovi ali Nazorjevi ulici ali pa na ljubljanski tržnici, kjer je ob sobotah srečevališče ljubljanskih akterjev in srečaš lahko vsakogar, od predsednika vlade ali predsednice države do ljudi, ki so se v zadnjih 20 letih tako spremenili, da jih komaj prepoznaš, in to žal ali pa to tako narekuje življenje, večinoma na slabše. Ljudje se sicer starajo, vendar se v sodobnem času veliko bolj pogosto zgodi, da še preden se postarajo do nemoglosti in začnejo fizično odpovedovati, znorijo. No, kakorkoli, zalijem ali pregledam vrt, vsak dan znova se rodi kakšna nova ideja in prav tam popijem kavo. Potem se odpravim po stopnicah v zgornje nadstropje hiše, kjer imam pisarno, in začnem delati. Okrog 11. dopoldne se spustim na malico in okrog pol dneva, ko se ljudje spravljajo h kosilu, vzamem pot pod noge in omahnem peš skozi gozd in po Parencani do letališča Portorož ali pa v drugo smer do Umaga. Tak je pogosto moj vsakdan, kadar nisem na poti ali pa mi vreme onemogoča ta osvežilni ritual, ki drži človeka čuječnega in skoncentriranega na njegove delo. In tudi takšno prezračevanje možganov in telesa nikoli ni nikomur naredilo škodo.